Ko se srečamo ob tem najbolj posebnem trenutku, začutim poseben ponos do domovine. Zdi se mi neverjetno, da so nekoč ljudje, mladi, stari, pogumni, vzeli v roke orožje, čeprav so bili miroljubni, in se postavili v bran svojim sokrajanom, soobčanom, danes sodržavljanom. To ni samoumevno. To je izjemno. To je nekaj, kar ne smemo pozabiti. Nikoli. Kaže, da ljudje vedno znamo ločiti dobro in slabo. In da dobro, če tudi za ceno življenja, naposled zmaga. V zadnjih letih si močno prizadevam, da bi dobro obveljalo. Da tisto, kar je prav, preglasi tisto, kar je najlažje. Pogosto se zdi zelo težko in naporno. Zdi se, da si sam, obkrožen in napaden. Vendar vem, da je to prav smešno v primerjavi s tistim, da s puško v roki čakaš, da za ovinkom prihromi nate tank. Zavedajmo se in se vedno spominjajmo vstopnine, ki jo je bilo potrebno plačati za osamosvojitev, tudi s krvjo. Potem je mnogo bolj jasno in razumljivo, kaj je naša naloga in kakšna je naša odgovornost kot državljani, funkcionarji, ljudje, do sebe, do drugih in do naše mlade države. Hvala lepa. Mnogokrat slišimo, da se je v slovenski osamosvojitvi odločila v 10-dnevni vojni za Slovenijo. Ko pa pogledamo v zgodovino, pa ugotavljamo, da je osamosvojitev trajala mnogo več časa. 1. decembra 1989 je Slovenija svojo milico prvič v svoji zgodovini branila južno mejo, ki je dobro leto zatem postala zunanja meja Republike Slovenije. Za razliko od mitingov v drugi del Jugoslavije je napoved mitinga v Ljubljani naletela na domala enoglasno nasprotovanje vseh prebivalcev glavnega mesta in celotne Slovenije. Miting resnice bi se naj v Ljubljani zgodil 1. decembra 1989. Republiški sekretariat za notranje zadeve pa je miting prepovedal. Mobilizirana je bila celotna milica in del rezervnega sestava. Tako se je rodila akcija Sever in prvi veliki slovenski ne srbsko-jugoslovanski hegemoniji. Za slovenske organe za notranje zadeve je akcija predstavljala eno zadnjih velikih preizkušenj in pomemben kompas za nadaljnjo strokovno delo pred junijsko-julijskimi dogodki, nepolni 2 leti pozneje na ozemlju Slovenije. Aprila 1990 so v Sloveniji po 52 letih potekale prve predstavljanske vojne volitve. To je bilo pri nastajanju mlade države prelomno dejanje. Maja 1990 je prišlo do spora med Republiko Slovenijo in Republiškim štabom za teritorialno obrambo zaradi poskusa odvzema orožja teritorialni obrambi Slovenije. Akcija poskusa odvzema orožja je bilo prvo opozorilo, ki pospeši začetek obrambnih priprav. Iz odpora proti poskusu odvzemanja orožja je nastala ena najbolj organiziranih in konspirativnih akcij v novejšem dobi Slovenije. Redki so vedeli, zakaj gre. 3. oktobra 1990 sta republiška sekretarja za obrambo in notranje zadeve spregovorila o manevrski strukturi narodne zaščite kot o slovenski oboroženi sili, ki je s približno 16.000 pripadniki teritorialne obrambe in 10.000 pripadniki milice pripravljen z orožjem preti na kanam Jugoslovanske ljudske armade. 2. julija 1990 je Republiška skupščina sprejela deklaracijo o suverenosti Republike Slovenije.
Deklaracija se je sklicevala na naravno pravno in mednarodno priznano načelo o pravici vsakega naroda do samoodločbe oziroma lastne države. Slovensko vodstvo je želelo izpolniti od predvolilnih obljub samostojno Slovenijo. Vse več je bilo enotnosti glede ljudskega glasovanja o prihodnosti naše republike. Ob tem so se stopnjevali raznovrstni pritiski na Slovenijo. Po plebiscitu 23. decembra 1990 je kar 88,5% od 93,2% udeleženih upravičencev glasovalo za samostojnost. Slovenska skupščina je 25. junija 1991 razglasila temeljno ustavno listino in sprejela ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine in deklaracijo o neodvisnosti Republike Slovenije. 26. junija 1991 ob 6. zjutraj so enote milice po vsej Sloveniji začeli uresničevati sklep Skupščine Republike Slovenije in republiškega sekretarja za notranje zadeve, da se na mejnih prehodih postavijo zvezdna obeležja z napisom Republika Slovenija in izobesijo slovenske zastave. Če je slaba novica to, da ljudje težko povzamemo nove vzorce, je dobra novica to, da lahko nekaj dobrega in koristnega naredimo vsak dan. Odgovor na to, kakšna bo Slovenija in kakšen bo Ljutomer, je preprost. Točno takšen bo, kakršnega bomo vsak dan sproti s svojimi ravnanji ustvarjali. Pred 5 leti sem verjela, da lahko pomagam pri tem, da so stvari boljše. Danes vidim, da so boljše in čutim, da lahko vodijo naprej. Vodijo naprej zaradi vas, spoštovane občanke in občani. Vaša srčnost, energija in marljivost nas držijo na varni strani. Sposobni smo doseči več, postati bolj uspešni in bolj srečni. Iskrena hvala za vse in iskrene čestitke ob našem prazniku. Hvala lepa. Pred četrt stoletja na tak dan in ob tej uri smo v delovnih telesih Skupščine Slovenije usklajevali osamosvojitvene papirje ter scenosled za razglasitev neodvisnosti. Prevevali so nas občutki silne vznesenosti, a tudi velikanske odgovornosti ob zgodovinskih odločitvah. Prešernovo Zdravljico kot državno himno je Slovenija že imela. Tisto noč pa smo določili zastavo in grb ter kokardo in častniške oznake. Vse je bilo prvič za slovensko državo. Pot je bila začrtana in razhajanj ni bilo več, o čemer je pričalo jasno besedilo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti ter deklaracija o neodvisnosti, pripravljeno za sprejem na svečanem zasedanju, ki je bilo blizu,
a datum iz varnostnih razlogov ni bil objavljen. Zato smo bili na Šubičevi 4 v stalni pripravljenosti. 25. junija se je zgodilo zasedanje vseh zborov skupščine, na katerem so bili sprejeti osamosvojitveni dokumenti, in zvečer naslednjega dne je na Trgu Republike zaplapolala zastava in razglašena je bila samostojna država Slovenija. Ko sem se v zgodnjih jutranjih urah vračal v Maribor, je pri Hočah že nastajala prva barikada. Takratna federalna oblast je bila zmedena in nesposobna, kar je bilo očitno tudi iz nastopa Andreja Markoviča, ko nam je še 12. junija v skupščini zagotavljal, da Beograd pod nobenim pogojem ne bo napadel Slovenije. Nevarna pa je bila JLA, ki je bila z Adžićem, Mamulo in Kadijevićem na čelu sposobna hudodelstev, na kakršnih je slonel načrt RAN, vojaška operacija za preprečitev demokratičnih sprememb v državi. Ne bi bilo prvič, se je na ta način intervenirala že v študentskih nemirih 68. pa pri hrvaški pomladi 72. in posebej grobo na Kosovu 81. V Sloveniji je RAN doživel katastrofo, menda zaradi večnacionalne sestave enot, kot je ocenil Adžić. Zato pa se je izkazal kasneje kot strategija netenja krvavih jugoslovanskih vojn. Je pa tudi predvideval, da se bo JLA, ko bo dokončno srbizirana, vrnila v Slovenijo in jo uničila, o čemer pišeta Laura Zilber in Ellen Little v knjigi Smrt Jugoslavije. Kaj delajo generali za njegovim hrbtom, so Markoviča obvestili Američani, ki so prav zaradi tega monstruoznega načrta končno prenehali podpirati ohranitev Jugoslavije. Temu je po prvem dramatičnem dejanju v Sloveniji sledila tudi EGS, Evropska gospodarska skupnost, ki pa je še 23. junija, na današnji dan pred 25 leti, objavila sklep, da ne bo priznala Slovenije in Hrvaške. Generaliteta je izvajala pritisk na Slovenijo že od prvih demokratičnih sprememb naprej, s tem, da si je izmišljala napade na JLA in naštela kar 1500 tako imenovanih incidentov. Da je izvajala nenehne inšpekcije nad slovensko teritorialno obrambo. Da je prav zaradi Slovenije podredila teritorialno obrambo neposredno generalštabu. Da je pošiljala v štrajke največje tovarne, ki pa so bile odvisne od njenih naročil. Da se je neposredno vpletala v politično življenje, naprimer z aretacijo četverice. Že pri napadu na učni center v Pekrah maja 1990 in pri odzemu orožja teritorialne obrambe je bilo jasno, da hoče JLA Sloveniji preprečiti, da bi lahko temeljne družbene spremembe zavarovala tudi za vojaško silo. Zato smo septembra 1990 z 2 ustavnima amandmadoma prevzeli teritorialno obrambo v lastne roke in prekinili linijo poveljevanja iz Beograda, zaradi česar je JLA demonstrativno zasedla republiški štab, ki se je pod vodstvom Slaparja najprej preselil v Janševo ministrstvo in nato premaknil Tacen. Mimo vednosti JLA je začela kot specifična sestavina samo naše teritorialne obrambe delovati manevrska struktura narodne zaščite.
29. marca 1991 smo sprejeli še zakon o obrambi in zaščiti in Slovenija je bila pripravljena za neodvisnost tudi po obrambni plati. Napad JLA na Slovenijo, ki se je začel, ko še niso izveneli zvoki zdravljice na Trgu Republike in se razmahnil naslednjega dne, 27. junija, je bil nezaslišan udar proti demokraciji in legitimni pravici do samoodločbe, ni pa bil presenečenje. Naperjen je bil samo proti Sloveniji, ne pa proti Hrvaški, ki je natančno istega dne naredila natančno enake poteze osamosvajanja. JLA je pač potrebovala Reški in Varaždinski korpus za kazensko ekspedicijo v Sloveniji, kar dokazuje, da je imela za cilj pokoritev Slovencev, ki pa se je izjalovil. Zakaj ni uspela, zelo dobro veste v Ljutomeru, se je bila linija Varaždin, Ljutomer, Gornja Radgona ena glavnih smeri tankovskih kolon pri rušenju samostojnosti Slovenije, pri čemer ji je teritorialna obramba pošteno polomila zobe že prvega dne pri Gibini in Radencih, naslednje dne pa v Radgoni, Vidmu, na Kogu in še marsikje drugje na vašem terenu.